Knjiga Dnevi na otoku je bila moja spremljevalka v poletnih dneh. Prav podoživel sem najstniška poletja s Puk, Mihom in Jakobom. Vem, da je v branju užival tudi Juš, pridružil pa se mu je še Jaša. Gideona Samsona, avtorja knjige Dnevi na otoku, smo spoznali že lani s knjigo Zeb. V Dnevih na otoku se sprva zdi, da bomo brali knjigo o pustolovščini. A kaj kmalu postane jasno, da bo to pravzaprav čudovita zgodba o medčloveških odnosih, čustvih, ljubezni in prijateljstvu. No, vsaj jaz sem jo tako videl. Kako pa bi jo opisal ti, Jaša? Živjo. Ta knjiga se gre o 3 prijateljih in njihovih pustolovščinah. Jaz sem se moral, ko sem bral to knjigo, kar malo navaditi, ker je napisana v drugi osebi. Kot da bi nekdo meni pripovedoval mojo zgodbo. Hecno, ne? Ja, ti preberem začetek? Ja, prosim. Stojiš tam, ti pač, v šolski torbi, na hrbtu nimaš posodice za šolsko malico ali pravkar napisane domače naloge, temveč bleščeč nov potni list, izklopljen telefon, napol rešen ungarski zabavnik in skoraj prazno vrečko bombonov. Aha. A vidiš, kot da bi jaz imel te bombone, v bistvu pa jih je imel Jakob, a ne? No, name je sicer pri tej knjigi največji vtis naredilo to, da si moramo v življenju dati priložnost. Jakob, naš glavni junak, bi lahko cele dneve sedel v očetovi gostilni, bral knjige in tako naprej, ampak ne. Premaknil se je, šel je ven in zgodila se je tale dogodivščina 3 prijateljev, kot si rekel. Kaj tebe pri tej zgodbi najbolj presenetilo? Da se je ta zveza med Jakobom in Mihom tako hitro razvila v tako močno prijateljstvo, sploh na počitnicah, ker so z druge države, se vidi samo enkrat. Včasih je to kar težko, ne? Tako je. Dobro. No, z nami je sicer zdaj tudi avtor knjige, Gideon Samson. Gideon, hello. You've made a wonderful book with a variety of relationships. And I wanted to ask you, why did you write in so many unusual, different relationships between teenagers and adults? I think I wanted to show there's not one way of love, of loving and of being in a relationship. While writing, I never think about it very much, about the subject matter and why I write things down like that. But now, in retrospect, that sounds like a logical answer. I personally do not believe that there is one right way for love and that other ways are less or wrong. Hvala lepa, Gideon, in hvala tudi tebi, Jaša. Ja, tole je res čudovita knjiga, ki nam postavi en lep vpogled v mladostniški svet, predvsem pa nam daje občutek, da nismo edini, ki nas vodijo raznovrstna čustva. Rok, kakšna čustva pa so prisotna trenutno pri tebi v studiu in pri tvojih tekmovalcih, ha? Jaša in Juš sta opozorila na kar nekaj presenetljivih podrobnosti. Kaj je najbolj presenetilo Jaša? A. Poglobljen pomen zgodbe, B. Nenavaden slog pisanja, C. Hitro zgrajeno čvrsto prijateljstvo ali D. Obstoj več oblik ljubezni. Aha, rumeni, vi ste odgovorili B, vijolični pa C. Torej, Jaša je najbolj presenetilo dejstvo, da se je zveza med Jakobom in Miho razvila v močno prijateljstvo, čeprav sta se videla samo na počitnicah. Pravilen je odgovor C.